Pozdravljeni, december je v polnem teku in zabav ne primanjkuje. Kmalu pa se nam obeta žur, ki ga ne gre zamuditi, saj se bodo tekom večera menjavale glasbene zvrsti. Menjaval se bo tempo in priča bomo glasbenim sodelovanjem, ki jih doslej še nismo slišali. Ja, že čez nekaj dni bomo v naši največji areni doživeli koncert, ki ga pri nas še nismo. Na trojnem odru se bo 8 prekaljenih skupin in solistov združilo unikaten nastop in nas presenetilo tudi z na videz nezdružljivimi kombinacijami komadov, ki jih vsi poznamo in ki jih bomo na glas prepevali skupaj z njimi. Na najbolj zmešanem koncertu bosta nastopila tudi Nejša in Valentino Canziani. Dobrodošla. Živijo. Živijo. Je že veseli december ali sta do vratu zakopana v priprave na ritem mladosti? Bo rekla, da sva do vratu zakopana, ker vendar tak šov zahteva dodaten angažma in poleg naju je še en velik preplet dejavnikov in tudi drugih izvajalcev, s katerimi moramo res moči združiti, stisniti in intenzivno vežbati in se pripravljati na to mogočnost unikatnosti. Vadite v studio, kjer je svoje legendarne hite v glasbi Danilo Kocijančič. Je v studiu posebno vzdušje, že čutite, da bo vajino sodelovanje prineslo novo uspešnico? Definitivno vpliva to vzdušje, ki ga je oče pustil, zato ker je tam tudi vadil in skladil vse največje hite njegove. Tako da sem jaz to kot mlad, mislim, kot otrok poslušal skozi in ni me pustil notri, da bi postal tudi jaz glasbenik, ker ni me bilo kaj preveč očitno všeč, ko je bil mlad, ko je bil še komunizem pri nas in so ga takrat tudi malo stisnili, ko je bil največji uspeh z Kameleoni kot mladostnik. Tako da se je nekako branil, ampak ne glede na to, v bistvu ta prostor je poseben in tudi drugi, ko pridejo v njega delati, nekako se počutijo, kot da so pri Jimi Hendrixu. No, tvoj oče, kot si že rekel, je zaslužen za mnoge slovenske uspešnice. Katera pa je njegova pesem tebi najbolj všeč? Meni je najbolj všeč definitivno Sijaj izgubljene ljubavi, ker je bil v bistvu tudi en prvih hitov od Kameleonov, pa Senca. Aha. Oče te je tudi zelo rad obiskal na Ibizi, kjer si nekaj časa živel. Sta šla kdaj tudi skupaj žurat? Šla sva dostikrat, ja. Samo on takrat ni bil že več v formi, tako da ni zdržal, ampak je bil na kakšni privatni zabavi. Moja mama je dostikrat še bolj kot on. V bistvu ona vedno, ko je bila na Ibizi, je bila tudi na partiju. Aja, je večja žurerka. Ja, bolj zdrava je. Kaj pa tvoji starši, Nejša? Kako ne rečem, moj oče in mama skup sta dostikrat bolj vitalna, kakor jaz, glede na to, koliko ur zdržita po konc, ne. Jaz tako moram reči, da ko pridem domov, se najrajš dobro najem, pa grem pa malo ležat, ne. Ker ni ga čez domačo posteljco, ne. Ja. Ampak moj ate pa mama imata pa strašno kondicijo, pa tudi zdaj vidim na te zlata leta, kako rado okoli hodita, pa društvo to, pa društvo ono, pa z avtobusom, pa ogledi, pa toplice, pa tako naprej, a ne. Oče je tudi aktiven, igra pa v orkestru veteranov Vevče, tako da pred kratkim sem bila v Filharmoniji na koncertu in moram reči, da sta zelo, zelo aktivna, zelo vesela, srečna, tudi relativno fejst zdrava. In mislim pa, da jim vsi otroci in tudi nekako naši uspehi, sploh pa kopica vnukom rišeta nasmeh na obraz, ne. Pridete tudi na ritem mladosti? Mislim, da bo malo ura prepozna. Aha. Moja mama pa moj oče pridejo, sigurno. Lepo. Pa še kdo z družine. Lepo. Valentino, tebi pravijo oče slovenske glasbe, elektronske glasbe. Pravijo ti tudi veliki mag tehna. Sodeloval si s svetovno znanimi, priznanimi DJ-ji. Zdaj pa sodeluješ s slovenskimi glasbeniki. Ja, v bistvu prej sem sodeloval samo z DJ-ji, z glasbeniki. Sem imel malokrat svetovnega ranga. Sem sodeloval samo z ljudmi, ki vrtijo plošče, tako da sem navdušen, da bom sodeloval z našimi. In prav zanima, kako bo se to vse skupaj. Mislim, vem, da naš del bo dobro izpeljan, ker smo se kar pripravljali, čeprav smo imeli nekih tehničnih zadev in problemov zaradi računalniških nekih težav, ki sem jih imel, ampak smo že vnaprej dosti pripravljeni, tako da imamo še par zadev za zrihtati, ampak nastop je skoraj 80% že pripravljeno. No sej, glede na to, da je retrogradni Merkur, a ne Nejša, ti bi kaj več znala o tem povedati.
Ni nič presenetljivo, da imata tehnične težave. Pa dobro, zdaj en val nove energije, pa še luna je v Kozorogu, tako da... Bo, a ne? Meni prav paše. Vse unite zoprni tedni mim. Zdaj je nek nov elan za pozitivne spremembe delati, predvsem pa doma. Tako da dajte malo pospraviti, no. Prav. In potem pridemo na ritem mladosti, a ne? Res je, res je. Tako je Tina rekel, mi doma že ful pripravljeno, vendar na tako stvar se ne pripravlja še en teden prej, ampak par mesecev prej, ker res to, kar midva narediva, moram potem še domov prinesti, pa še v svojem placu za svojim bendom, a ne nadgraditi. Potem pa še se pripraviti v samem prostoru, tako da v Stožicah ne bomo samo v petek, ampak tudi cel dan prej, kjer bomo postavljali tudi odrsko, da bo to tudi izgledalo, ne? Se pravi, tista končna verzija bo pa slišana komaj tam na odru. Tako ali je. kako? Sej to se mi zdi, da je point, zakaj prav vsi lepo vabljeni na ta koncert, zato ker ga več ne bo. Ker če bo definitivno drugačen in ta unikat, ki ga pripravljamo, je enkrat in edinkrat tako zapakiran in tako zveneči in se mi zdi, da je to edinstvena prilika, no, da slišite res tak, mogoče na videz nezdružljive zadeve v tem združljivem paketu, na novo poaranžiranem, na tem prepletu, neprepletujočega, ne vem, sploh ne vem, kako ne rečem, ampak to je res ena taka zelo zanimiva ideja samega organizatorja, ampak kakor bi mi lahko rekli, to gre sploh skup. Je v bistvu glih to en tak izziv, da naredimo to župo okusno. Ja, se mnogo ljudi se sprašuje, kako je slišati, ko se združijo rock, narodno-zabavna glasba, elektronika in jazz, ki na prvi pogled sploh ne spadajo skupaj. Ja, sej ni rečen da, boste videli. Mislim, da se marsikaj narediti, zdaj pod vprašanje, ko izpade to. Ja. Tako da, mislim, kar se tiče našega dela, jaz mislim, da bo kar dobro izpadlo. So bili izzivi, ampak z Nešo smo že sodelovali, smo naredili nekaj podobnega že za 2008 za Vitranc. Tako da to je že dobrih 11 let nazaj, skoraj 20. In bo drugače, ampak imamo že izkušnje, tako da ni bilo tako spet nekaj najnovejšega za delati. Najna vrst je nekako zelo... Kaj boste pripravila, povejte? Zelo lahkotno združljivo v primerjavi, če neke narodno-zabavne note bi hotel on delati v svoji DJ maneri, kaj pa vem, no. Ne gre pa tudi vse povsod, ne. Midva bova pa pripravila njegov veliki hit Leliva, ki se bo prelil z mojim Mašek je čas komadov iz prve plošče iz leta 2005. 14 let nazaj stari. Leliva je 2-2. Mater smo stari. Ampak dobro nam dene. Ampak bo fajn slišati take stare komade, ki jih vsi poznamo, ne? Ja, zanimivo je opazovati sebe, kako se ti glas spreminja, kako se ti sam odnos, sam način spreminjata. Ne moram niti reči, da se izboljša, drugače, ker si ti drug, ker rasteš, se razvijaš in potem imaš tudi ta drug statement. Ampak je luštno res pogreti tisto, kar nam je ratovalo v tistih letih in narediti na nek ta novodoben, fresh način. Pa upam, da iz tega tudi izpade dober uraden remix. Ja, imamo šanse. V glavnem, jaz lahko dodam samo, da Nešo super odpoje Lelivo, tako da mi je vedno veselje, ko z njo sodelujem pri tem komadu. Še boljše kot original? Definitivno. Neša, v vajinem sodelovanju si povedala, pravzaprav sva kot neka stara župa, kot bosanski lonec. Samo dodajava. Ja, glej. Balkanska kri. Torej boste kuhala. Pa kuhava že nekaj cajta. Dobro uležana sva, evo. Kuhava nekaj cajta, ampak rabimo eno tako urnik pobudo vedno, da sploh staknemo glave. Pri teh urnikih, pri teh lifestylih, pri teh različnih lokacijah je treba imeti dober projekt, da se midva dobro zaangažirava, vzameva cajt in narediva nekaj finga. No, in upam, da to ne bo zdaj zadnjič, ampak bova že združila moči. Vsakič, ko se najdeta dva kompatibilna človeka, sploh glede znanj, glede izkušenj in glede tega, kar dobro znata, in delata in ki dobro zvenita, se rojevajo neki novi svetovi in takih stvari ne moreš zanikati. In se mi zdi, da zakaj pa ne, no? Deva.
Ja, upam, da Smo ne bo hitre prste. upam, da ne bo spet 11 let šlo mimo za naslednje sodelovanje. Ampak ja, v bistvu s tem sodelovanjem se rojeva res, kot je rekla že Nejša, da imamo v bistvu šanso, da bi kakšen remix naredili že še kaj čas, pa tudi odlelive, ker je že mogoče čas, da se jo preobleče in da se jo naredi v 2020 verzijo. Mislim, sicer jaz sem jo že spustil, je malo počasnejša kot original, pa je še za dodelati marsikaj, mogoče kakšne štrajhe posnet v živo ali pa kaj takega bi šlo, ker so bili tako snemani sintetizerji. Pa se zvenijo po živi, ampak daleč od tega. Ni to neki iz naftalina vleč. To je v bistvu, če je dober song in mu čas ne parira. Čas mu godi in če imaš dober song, lahko delaš katerekoli aranžmare okoli tega, zato ker okostje štima. Ne? Vse ostalo so samo oblekce. Oblek pa imamo veliko. In ker je Leliva super komad, se javim. Ja, se strinjam. Sprejeto. O enkratnem koncertu v zgodovini slovenske popularne glasbe pa nadaljujemo po oglasih. Kaj dobimo, če rock hite Bigfoot Mame spojimo z vokali Perpetuum Jazzile? Če skupaj zapojeta Nejša in legendarni Pero Lovšin? In kaj, ko petje preomenjenega vrhunskega zbora zmešamo z elektronsko glasbo Valentina Kancijanija? Temu dodamo ščepec repa Klemna Klemna, vse skupaj posujemo z glasbo Tabujev in preoblečemo v narodno nošo Modrijanov. Odgovor na to bo znan 13. decembra. Nejša, Valentino, na koncertu se bo zmešalo vse, kar se sploh lahko zmeša. Zato morda priporočata, da pridemo na ritem mladosti v dobri kondiciji. Tivno. Normalno. To se treba šparati, odrekati pa pustiti prej. Hvala Bogu je petek, tako da imate do ponedeljka čas, da se sprostite. Trudiva se, a nama ne uspe odrasti. To bova uglasbila in predstavila. To si Nejša povedala. Kdaj? Ne bi vedela, ampak nekje sem našla. No ja, jaz se ne počutim nekako, bom rekla, v življenju tam, ko mogoče vrstnice mojih leta, ne? Imam močen poziv notranjega otroka, da se moram še igrati, ne, z isto mislečimi. Tako da se ne druge pa pri glasbi, a ne? Ja, ne mislim ustaretno. Jaz sem se že rodila točno tako stara, sicer v mehni izvedbi, ampak razmišljam isto, delam isto in se mi zdi, da na tem je nekaj prav. Torej, koliko si zdaj stara? Danica, kako me lahko to vprašaš? Ja, si rekla, da imaš letih 82, 37 let. 5. januarja imam rojsten dan. Saj sem vedela, ampak sem mislila, da se boš pomladila. Vse, da me dobro poglej. Super izgledaš, a ne, Valentino? Jaz sem 85. Ne, zdaj te pa vem, da nisi toliko, oziroma si več. Ostali ne vejo, ostali me še sprašujejo, če sem Italijan, tako da... No, oba super izgledata. Hvala. Torej, kondicijo imate za ritem mladosti, ne bo panike. Ne bo, vse zgodaj. To bo v bistvu, kakor vem, bomo mi nekako v srednjih urah na odru, med 11. in 2. uro. To ne pomeni, da prideva midva gor, odigrava svoje, greva dol, ker imamo vsako dnevno full dela. Jaz sem še z Bigfooti, še s Perotom, z njim in sama imam svoj kos in on ima full teh sodelovanj, tako da to bo trajalo. Vse ti pravim, jaz moram na kondiciji še malo narediti, pucam se tako zdaj novembrsko, a ne? Tako da sem pripravljena na veseli december z velikim V-jem. Lepo. No, pri takšnih mash-up koncertih se išče kemija med nastopajočimi. Najbolje pa se obnese med tistimi, ki so že sicer prijatelji. Kako se je pri vama sprožila kemija? Povejte, kako se spominjate vajinega prvega pogleda? Mislim, da so oba dva dvojno videla. Ja, definitivno. Če ne na začetku, pa pol. Ma v glasu to, kdaj je bilo to? 2007 so se začela pripravljati za Vitrans, tako da je bilo kar zanimivo. Mislim, sodelovanje v studiu, pa tudi po studiju, pa to je kar trajalo. So bile kar par sessionov, kar mislim, da je bilo 2 meseca, redno smo se dobivali, pa delali, kad so cel album od Nejš, mislim, ne cel album,
v bistvu imela 10 komadov in je bilo 5-6 komadov njenih, pa 3-4 moje, pa plus še smo preoblekli, če se ne motim, Depeche Mode, Pa YouTube, Princa. Pa Princa, ja. Ja. Imaš bolj spomin. Ja, v Tako, glavnem. tisti projekt takrat v Kranjski Gori je bil res mega in je tudi imel posledice v tem, da so bili ljudje željni tega še. A ne. Taka domena je bila tisto, da je bil one-off show. A ne. Zato se pa tudi take prilike, ki se zgodijo zdaj 13. decembra, so enovitni, enkratni in neponovljivi žuri. Tako da to je res dodaten razlog, da si prijete to v živo pogledati, pa pustite telefone v torbah, v žepih ali pa doma, sam bodite pa uživite, ker tudi za nas je to nekaj enkratnega in zato pač s takim nekako malo bolj sveto jemljamo tako stvar. To ni kar en špil kot špila. Tako kot najino sodelovanje, kjer so se spoznala in nekako zaplodila v ves ta repertoar, je bilo nekaj izjemnega, kar se še ni zgodilo prej in se tudi ni pol. Ne? Ja. Ste ritem mladosti doživela že tudi v vlogi gledalca? Jaz še ne. Jaz tudi ne. Ampak ritem mladosti imam v sebi, ja. Ja. Tako da ne morem sam sebe gledati, ampak... Aha, kaj to pomeni pri tebi, ta ritem mladosti? Ma pri meni pomeni, da ko sem bil mlajši, sem se družil s starejšimi, zdaj pa se družim z mlajšimi mogoče. Da ohraniš to mladostniško energijo. Ma verjetno zato, ker v bistvu DJ-anje kot neke vrste igranje z gramofoni, pa te drži v nekem skozi mladostniškem duhu, v bistvu si skozi v isti neki igri, pa imaš kolege, s katerimi se lahko družiš, ki imajo iste hobije ali pa iste, v bistvu se najdejo isti ljudje in nekako se držimo vsi skupaj mlade. In itak DJ, kot je sam poklic, je šele zdaj dobro v zadnjih 20 letih nastal. Mislim, jaz sem pa se začel ukvarjati takrat, ko ni nobenega zanimalo. Torej, DJ-ji, ki so takrat že v bistvu delovali in bili stari, ko jaz jih imaš zdaj čez 60, pa še vedno vrtijo, tako da so še vedno tudi oni mladi. Ja. Se še mlajši počutim, ko potem slišim take zgodbe. Ampak pravi klubski spon v Sloveniji se je pričel z nastankom ambasade Gavioli, ki je bila tudi v svetovnem merilu pomemben center popularne glasbe. Valentino, ti si bil tam dolgo časa rezident. Ja, sem bil rezident in tudi na začetku sem v bistvu bookinge delal, torej oblikoval program. In ja, to je bilo v bistvu od prvih dni, ko smo odprli do maja 1999, sem bil zadolžen za programskega vodjo, plus za DJ-ja, torej za rezidenta, pa vse skupaj. No, sem in vozil DJ-ja na letališče in nazaj z letališča in na večerje in vse skupaj in se družil z njimi, ker v bistvu sem edini imel sposobnost pregovoriti kakšne 3 besede v angleščini. Torej, are you good? You like? No, zdaj je že malo drugače. Zdaj je že malo drugače, ja. Hvala mojemu poslu. Ampak z izjemo nekaterih glasbenih festivalov se zdi, da je Slovenija sploh pri elektronski glasbi preprosto zaspala. Kakšna je primerljivost sedanjih elektronskih dogodkov glede na dogodke po svetu? Kaj bi rekel? Definitivno glede festivalov smo, ne da zaspali, jaz mislim, da je preveč konkurence zdaj že v okoliških državah, sploh na Hrvaškem, ker je poleti vsake 2 tedna nek mega festival, tako da pri nas je težko kaj sprovesti, da bi v takih številkah, kot smo jih imeli včasih na 2-4, 2-5 ali pa še prej, smo imeli tudi do 10,000 ljudi, zdaj pa tega nažalost težko sprovajamo tak program, ker je vse posod že so DJ-ji takih izvajalci zasedeni. Tako da se je nekako v podzemlje spustilo, ampak kar se tiče undergrounda, pa imamo zelo velik renome na svetu. Ljudje se ful zanimajo, hodijo v bistvu, če so taki manjši dogodki sposobni pripeljati tudi do 200 ljudi, stoji kar velik uspeh. In imamo kar dobro renome za mlajše DJ-je, za novo generacijo in sem zelo ponosen in tudi zelo aktivno pomagam in se družim z njimi z veseljem. Danes, da postaneš DJ, razen občutka za glasbo, ne potrebuješ nobene druge veščine. Tatuaže? Rutko? Rutko, ja, jaz nemam tatuaž, pa imam Rutko. Pa verjetno veliko sledilcev na Instagramu. Ja, to je zdaj novo, ja. Včasih ni bilo tega, ne. Zdaj pa pač, če ni sledilcev, ni tudi špilov. Ne, v bistvu malo se je spremenilo, ne. Včasih je bila ful bolj pomembna muzika, danes pa zato sem tudi predko tak komentar dal, da so pomembne tatuaže, ker v bistvu, če so tatuaže, mišice, pa dober izgled, pa slikice na Instagramu, imaš že špile. Takrat, ko smo mi začeli, če nisi na 3 gramofone
brez znoja vrtel vsaj 3 ure in razturaval prisišča, nisem imel špilov. In noben ni vedel za tebe. In si mogel vsakeč dokazati in znova biti v nekakšnem bojni pripravljenosti. Kaj pa menite o telefonu kot sestavnem delu zabav? Nekoč se je resnično uživalo, nihče ni delal selfijev. Nejša, prej si rekla, da naj pustimo doma telefone. Poglej, jaz bom rekla tako, valjda, da ga imaš s sabo, valjda, da narediš kakšen impression, ampak ko pa vidim ljudi, kad cel koncert kole streamajo, prenašajo ali pa snemajo, pa uživo, je med njim pa oj. med izvajalcev skozi neka naprava, jih pa ne razumem. Jaz sem še mogoče, prej so govorili, koliko smo stari. Jaz sem ta generacija, v bistvu, mi smo vse dali skozi, ne? Od dial-up connectiona do unih velikih 0609 z anteno, do Snake igrice, ne vem kva. In pa meni je v bistvu vsa tehnologija, meni gre čisto na živce. No? Pa skozi neki, ali ko je skozi treba nekaj novo imeti, skozi se treba izobraževati. Jaz sem ful vesela, kadar ni signala, pa kadar lahko telefon sklopam, sploh pa, ko pridejo fraj dnevi, da se res lahko javim 3 ljudem, ko so mi pomembni, ostalo me ne zanima. Ampak ta kanal social media in vsega, kar je v bistvu za nas promocijski kanal tega, kar počnemo in na ta način komuniciramo. In je treba biti nekako pristen, updaten in malo res dokumentirati, kaj delaš, kje se boš pojavil, kaj imaš za pokazati. Ker če nimaš kaj za pokazati, jaz če ne bi bila glasbenica, pevka, jaz ne vem, zakaj bi imela vse te zadeve. To je obremenjujoče. Razen, če imaš to za zmenkarije ali pa za ne vem kaj. Ne? In mislim, jaz se z veseljem odpovem vsem tem. Po drugi strani pa uporabljam to, kar sem rekla, zato da povem, kdo sem, kaj uporabljam, kaj delam, kje se me da videti, na kaj prisegam, na kaj ne, zakaj sem za, zakaj sem proti. Torej nekako lahko svoj konstrukt osebnosti detaljiraš in imaš tudi osebno komunikacijo z sledilci, z fani. Po drugi strani se pa ne moš niti zanašati na te cifre, ne? Koliko ljudi bo prišlo na event, koliko jih dejansko pride, ali so tisti lajki ekvivalentnim prodanim kartam, kje pa. Tako da, ko greš pa ven v civilu, bom rekla, uživati na nek dogodek, pa se mi zdi, da tisti užitek ni popoln, če ne vsaj določen čas ne pozabiš na vse tiste ljudi v telefonu, pa vse, kar je not. Pa daj pust namerno. Ja, sej, ravno to je problem, da se mladi raje zabavajo kot na zabavi s prijatelji, kar prek družbenih omrežij, ki so primerna sicer za navezovanje novih stikov. Ampak to ni zabava, a ne? Pa kaj pa svema, veš, glej, če imaš ti enega, naprimer v mojem primeru, ker imam malo šolo, če imaš ti najstnika, ki ga bolj zanima Instagram, kukar pa ti, ko je na tvoji uri, naredi nekaj, da mu boš bolj zanimiv. Jaz mislim, da je resnica nekje tam, da se ti približaš mindsetu, a ne? In ne vem, jaz sem najdla zdaj ful enih aplikacij, ki so super za pitch training, za singing training, za muziko in se igramo prek aplikacij, a veš, in posledično mu preko igre, preko nečesa, kar mu je blizu, razvijam neko znanje, neke veščine in lej, pač tako je preneslo, da smo tega leta in da je tehnologija šla tako daleč in brez nje ne moramo in se treba temu prilagoditi. Saj ne bomo tudi cel cajt vozili avte na benzina, ne? Ne upamo. To, kar grejo stvari naprej, a ne, pa to, kar nam dopuščajo to tehnologijo v določenih letih uporabljati, čeprav je bila, ne vem, iznajdena že stoletja prej, se treba temu prilagoditi. In ne težiti zdaj te malim, dej pusti telefon, dej naredimo nekaj tazga, da se bo ta skup najdla. Določaš čas ali pa najdeš take epe ali pa programe, kjer se da v bistvu inicirati znanje pa know-how, nekako okoloriti v žepa. Drugač pa dej, ko se pa žuram, imam pa rajš 2 drinka v vsaki roki, kakor pa eni telefon. No, po kratkem predahu pa se bomo zavrteli v naša mlada leta. Ostanite z nami.
Zabava je v adolescenci razvojna potreba. Danes zaradi nevroznanosti vemo, da spodbuja zdrav razvoj možganov. Zabava je pomembna tako za razvoj kot za dobrobit oziroma splošno kakovost življenja. Mladi se torej morajo zabavati. To je nekaj, kar je njihova notranja razvojna naravnanost. Nejša, Valentino, gresta kdaj tudi skupaj žurat? Mislim, da imamo midva eno tako zanimivo delo, da je zelo zabavno, ko uspešno počneva nekaj, kar imamo najrajš. Ko delaš srcem, pa še od tega zaslužiš, meni se zdi, da je to ultimativna zabava. Skupaj nisva še žurala, ampak so bila že po žurih, po nastopih skupaj. Mogoče po ritmu mladosti si jo malo bolj privoščila. Ja, da začutim ta ritem mladosti. Tako je. Bi lahko sebe takrat opisala kot party animal? Sta rada zahajala v klube in plesala do zgodnjih jutranjih ur? After party mogoče? V glavnem mene reputacija mogoče že prehiteva, brez da govorim. Ja, mislim, to je del mojega dela, ker v bistvu na after partih je tudi muzika, ki se mogoče na glavnem partiju ne more vrteti. Se takrat lahko v bistvu malo več damo duška in slišimo tudi kakšne stvari, ki se mogoče bojo vrtele še čez kakšno leto ali kaj takega. In sprovajamo svoje komade ali pa do drugih kolegov, tako da je nekako nujno zlo after party. Nujno zlo. Pri tebi tudi nujno zlo, Nejša? Jaz imam fobijo pred sončnimi vzhodi in ptički, tako da pobegnem malo prej domov. Kdaj ob 6? Ne, jaz nisem tak polnočnjakar, veš, jaz imam tudi take koncerte, ki se začnejo prej, jaz sem ob 8 na odru, ali pa ne vem, ob 10. Tako da meni ni glih do jutra, no, ampak tudi, mislim, so ta leta malo mimo, ne, po drugi strani pa, če pogledam, se imam zdaj veliko bolj fajn, ko sem bila najstnica, ne, če govori o tem mladosti in narosti. Ma kaj pa vem, jaz sem bila takrat dosti zapifljena, jaz sem cele noči komponirala, čez dan delala 2 oddelka, 3 ure na dan klavir vadila. Meni je bilo sem zanimivo, da si v glavo tlačem, ne. Zdaj pa ful rada spustim tudi glavo, in sem malo na off, ampak z isto mislečimi ljudmi, ne. Nisem glih toliko, veš, ne bom rekla, da imam toliko rada neke glasne situacije, ko sem frej, zato ker se z muziko ukvarjam, imam skozi ušesa obremenjena. Tako da jaz si z veseljem izberem dober koncert ali pa dober teater ali pa dober klub, potem dobro večerjo, karkoli je, ampak da mi je to distresor, ne. Ker da bi jaz konstantno hodila ven, še ful na glasno muziko, žure, pa se s tem 24 ur na dan ukvarjala, je tega pač preveč, moj kompjuter ne shendla, ne. Tako da jemljem, na primer, žur, kot rečemo, en super del dopusta. En cajt mi je vedno detoks, pol mora biti road trip, pol mora biti pa spoznavanje novih krajev, novih ljudi, novih načinov zabav. Kaj pa bi rekla, se lahko danes zabavamo brez alkohola? Alkohol dejansko postavlja temelj, na katerem je zgrajen celoten današnji sistem zabave. Jaz se zelo zabavno počutim že cel november, ker sem 0-0, ne jem niti cukra, niti bele moke, tako da se pripravljam na veseli december. Ampak je pa res neka mogoče, veš, kaj me moti? Ko človek kratko izpije, na primer, jaz imam rajš kratko, pa ful dobro, kvalitetno, rečemo staran Viski. Konjak, rum, viski, dobra rakija. Jaz kaj tazga rada na zob dam, če že, ne. Nisem neki ful vinopivec, ful piropivec, to bolj polet, če že. Ampak tako, malo me matra, ko vidim druge, ko tako uživajo, ne. Ampak si rečem, bo že nadoknadila. Po drugi strani mi pa čist dol visi za alkohol. Alkohol je nekaj, kar prinese družbe zraven, zato ko se ga pač dobro navintlati na isto frekvenco, če to rečemo, ne. Fajn se ga z nečim prebiti, pa da je isto, pa da so isti ljudje, ki takrat zabava samo od sebe steče. Če pa tega ni, pa ne vem, ne počutim se nič, da bi me doma šekalo, bog, nisi nas spila. Briga me, no, mogoče bolj tisto šilce po kosilu, ne, tisto digestivno, tisto pogrešam. Meni je razumljivo, da ljudje rabijo ventil, ki delajo po cele dneve, nekateri res po cele dneve, da sploh lahko preživijo. In je razumljivo, da potem si dajo duška, ampak spet ne razumem izraza, dajmo se ga ubiti do konca, ne, ker kaj to pomeni, se ga ubiti do konca, pa sploh ne veš, kje si bil. Če ni rešilc, pršo ni bilo žura. Ja, tako je.
Mene so zadnjič z rešilcem peljali, ker sem si nogo poškodoval. Ja, vseeno je bil drug razlog. Je bil drug razlog, ja. Ja. No, v glavnem pravim, da mene nič ne moti, sam pač, ko vidim, da ljudje več ne uživajo in da v bistvu jim je bolj slabo kot dobro, takrat je že v bistvu vprašanje, kje ima smisla, ne. Mislim, naj se malo razvedri folk, pa ne uživa, pa pleše, pa zabava, sigurno rabi malo nekaj, da jih malo dvigne, sploh pa po celem tednu službe, vsega tega, kar se tiče družine, skrbeti za otroke, karkoli, za starše. Jaz poznam en kup ljudi, ki bi jim predpisala šnops kar na recept, veš, mislim. Vsak dan. Dajte se malo relaksati, pa se ni point lih alkohola, ne, se obstaja marsikaj na svetu, ampak jaz mislim, da je to nekako ko ena obredna iniciacija, veš, ko imaš družbo ljudi, pa si rečejo, ajde, zdaj ima pa na zdrav, pa se vse na zdrav s čimerkoli drugim, ampak daj na zdrav življenju, prijateljstvu, veselju, sreči, da imaš ljudi in ne pozabiti na to, da je to najbolj pomembno. Kakorkoli gledaš, življenje so odnosi in odnosi so življenje in treba je to proslavljati in treba je to častiti in pa karkoli vzameš v roke, pa če uporabim ta pojem na zdrav, da si deliš isto frekvenco, isto vibracijo. Zaradi mene skozi čokoladne torte, presne. Brez česa pa po vajinem mnenju ni dobre zabave. Dobrega ozvočenja. Tako, dober sound. To je za vaju najpomembnejše. Zamori, lahko te tudi naredi, ampak brez dobrega sounda, da imaš res, to ni žura, pa da imaš srednje frekvence, to čebelo, da imaš navito. Meni je to grozen na kakšnih kvalitetnih izvajalcih rock muzike, da si moram dobesedno WC papir v ušesa tlačiti, da preživim ali grem pa kar ven. Mojih ušes je škoda in pač raj zapustim prostor, kakor da se mučam. Tako da res dober sound, to je nekaj, kar mene najbolj privlači ali pa najbolj odtegne. Pa tudi dela podzavesti, že kot recimo koncert začne, če se že takrat hrišči, človek se počuti naporno, pa potem tudi, če sliši komade, ki jih je hotel slišati, jih ne bo doživel tako, kot bi jih mogel. In nažalost, tudi če v tistem trenutku bo žural, pa to, pa bo domov prišel, pa nekega moti, kaj ga moti to, da je slabo slišal, da ni bilo ta pravo doživetje. Tako da je zelo pomembno, ko se sliši. In verjamem, da se bojo fanti iz Stožic potrudili, sploh pa z Ritma mladosti, ker so kar dobra ekipa, resna in bomo tu in mi tam že v četrtek, bendi bo že v četrtek, mi pa cel dan v petek, tako da bomo naredili, da bo kot treba. Kaj pa menite o notoričnem stranskem spremljevalcu zabav, drogah? Ja, droge so, alkohol je tudi droga, saj smo že dali skozi to. Se čokolada tudi droga. Who cares? Mislim, da če enkrat govoriš o alkoholu, govoriš o vsemu, ampak nekaj je legalno, nekaj ni legalno. Bile so že ugotovitve, da če bi alkohol dan danes se pojavil, da ne bi imel teh stoletij distiliranja in tradicij, bi bil tako klasificiran kot heroin pa kokain. Tako da za vprašanje, kaj je droga in kaj ni droga. Tisto, kar je legalno in legalno, je slabše ali boljše. Po nekih lestvicah v bistvu že ugotovljeno, da so cigareti in alkohol najbolj nevarni v bistvu in najbolj škodljivi človeku in tudi zaradi tega najbolj prisotni očitno, ker delajo največ v bistvu za prodajo zdravil, za raznorazne terapije, generirajo v bistvu stranke, kar ni njih najboljše, če pogledamo. Ja, jaz se tudi strinjam, ne? Vse, s čimer se lahko človek zasvoji, pa je vsak saj z nečim zasvojeno, ne? Da reče, tole pa bom, oziroma da ti brbončice zapojejo. Je zame droga. Res, videla sem pa hude stvari, ki jih lahko alkoholizem povzroči, sploh pa naprimer gambling. In so kakšne, bomo rekli, trde oblike, glede na klasifikacijo drog, lahko veliko manj škodljive, glede na tvoje družino, okolico, bližnje ljudi, ki zate skrbijo, kakor pa en alkohola. Jaz mislim, da je to treba imeti to kulturo pitja, tako kar sem prej rekla, jaz uživam, ne vem, 25 let starem rumu. Meni je to neki wow, neki kul, kar z respektom popijemo. S tem se ne moreš nacejati, ne moreš spiti cel liter, tukaj pa enega pocen vina. In to kulturo pitja imamo mogoče mi Slovenci smo malo v ekstremu, ker imamo tudi mogoče s tako vibracijo prežeto to zemljo, pa še vinorodni smo pa vse.
Tukaj je ene vrhunskosti pri nas, po drugi strani pa ne spoštujemo te vrhunskosti, tako da pametni se izvažajo. Ne? Jaz kot vidim v tujini, je v bistvu Slovenija ena najbolj tašnih bojevniških držav, tako da tukaj se ga radi ubijamo na vsak način. Zdaj ne vem, zakaj smo tako močni, ker smo potomci Martina Krpana ali pa Ja. Ja, očitno. se tudi statistike kažejo tako. Ja. Ja. No, v glavnem, tukaj se ga radi fajn. Torej, malo pa dobro Nažremo. je boljše, a ne? Ja. Ja. Pa ja, jaz si naprimer, jaz ne vem, jaz se ga ne morem neki ful nabijati, zato ker imam pol en teden mačka. Res, ne morem, moje telo ne prenese tega. Jem full light, jem vegansko, brezglutensko. In to, veš, taka mašinerija sprejme alkohol kot nek strupa. Ne? Zato pa pijem dober z izbranimi ljudmi ob izbranem datumu in se mi zdi to top. To pa res, jaz tudi se v bistvu trudim, mislim, nisem konstantni vegan, ampak recimo opazim, da ko grem na kakšno dieto, recimo, da bi presno hrano samo jedel in bi se ga enkrat napil, takoj drugi dan potrebuješ nekaj, da bo ta strup Valjda. povleklo ven z telesa. In Pico je tako, nateščene. pica, ja, tako je. Pa kaj takega ti pade na pamet, tako da Sej. že spirit alkohola začne govoriti, diktirati, s čim se boš prehranjeval, tako da ti je vse jasno, kdo je glavni, ne, v bistvu. Kaj pa svetujete vsem mladim, ki se bodo udeležili letošnjega ritma mladosti? Ne, še dobro svet dala, da se ga udeležijo brez telefonov v roki in da v bistvu uživajo in da se prepustijo vsem sodelujočim in njihovim ustvarjanju, ker v bistvu je bilo veliko dela, tako da bo res nekaj posebnega. In že časofenije vseh teh komadov, ki so bili nastali v zgodovini vseh nas, je v bistvu prava šansa, da jih slišijo nekako na drugačen način in da uživajo in se prepustijo in harmonije ostajajo, tako da bojo samo drugačne prevleke. Evo, bravo, se strinjam z vsem povedanim. Mislim, da je to en tudi velik poklon slovenski glasbi, od starih do ful mladih, bo tukaj in do vseh teh žanrov od do, ne, in kakor je Tine rekel, sproste se, pridite uživati, če hočete telefone drmati, dajte jih zdaj pa šerite jih ven. Tako. Naredite kako dobro fotko, tegite nas, pa pospraviti in se fino imeti Zmenjena. in si vzeti definitivno soboto Freza Recovery, pa tudi, če boste na tešče pico vedeli, kako je jaz kdaj. Ja, Who tako. cares? Se vidimo na ritmu mladosti. Se vidimo. Ajde, Pozdravljeni. čau. Čau. Pregovor pravi, mladost je norost, skače čez jare, kjer je most. Z leti smo bolj pametni, v srcu pa smo lahko zavedno mladi. Z vidika mladosti je življenje neskončno dolga prihodnost, zato se prepustite ritmu mladosti. Naj vam vaša zvezda sveti.